se ne dela človek, ki ne more spati. Ura je zdajle polnoč. In ja, držim jaz ob posli in razmišljam, tako res dober pogovor sem imela sama s sabo, tako da sem navdušena. In sem rekla, ajde, če že ne morem spati, dajmo pokoristiti ta cajt in bom jaz posnela video, ki mogoče lahko koristi še komu drugemu. Prav podočnjak se mi je že naredil, je bil že napol zaspan, v redu. Skratka, ja, danes sem v bistvu debatirala z eno res kul punco, o stvarih, ki jih dejansko ljudje ne govorimo in bi rada, da se to normalizira. Ker vedno več, ko govorim z ljudmi, vedno več ljudi, ki sprašujem, sem pogruntala, da so take in drugačne psihološke težave in izzivi ratali res pogosti pri nas. Ampak noben o tem ne govori, nič se o tem ne ve. In se mi zdi, da marsikdo misli, da je sam v tem. Da dejansko da je edini, da je nekaj narobe z njim, ampak ja, vedno več je tega, na žalost. To je ratalo v bistvu ful pogosta zadeva, no. In I want to address it, hočem to nasloviti. Pa da začnem, ja, čisto tako. Torej, vedno več je anksioznosti, depresij, kaj še takega, razno raznih teh psihičnih motenj, ki so v bistvu že resna zdravstvena stanja, tudi prikritih depresij, ker na primer ljudje sploh ne vejo, samo čudno se počutijo, ne vem, njim do ničesar ni, imajo volje, da bi šli ven, se tako počutijo, kakor da so skozi zmatrani, zaspani, brez volje do življenja, brez energije in ljudje sploh ne vejo, kaj jim je, ker ne govorimo o tem. Dobro, to so že kar kritična stanja, mislim, kritična. Vse se da rešiti, ampak so pa to neke stvari, ki so prisotne, no, ki so že kar resna zadeva. So pa tudi čisto tako vsakodnevna stanja, ki jih ima praktično vsak od nas, in sicer, ne vem, dvomi vase, torej, ja, dvomiš, imaš potem negativni programi oziroma omejujoča prepričanja, ki smo jih dobili od staršev, večinoma od staršev, od družbe, od babi, dedija, od naših prijateljev, od profesorjev v šoli. Kaj so omejujoča prepričanja? Nisem dosti dober, ni šanse, da mi to rata, neumen sem, denar je slab, v zvezi je, ne vem, zveza ne more trajati večno. Ne vem, zdravja se ne da kupiti. On and on and on, tega je ful, In načeloma se to vse da rešiti, ampak je fajn, da se tega najprej zaveš. Torej, prvi korak in tudi polovico rešenega je že samo, da se neke stvari zaveš, da se to dogaja, jo ozavestiš, se temu reče, in potem je že pol narejenega in greš lahko v reševanje zadeve. Sicer pa se to lahko reši, ne vem, prepričanja se rešijo z novimi prepričanji. Kaj je sploh prepričanje? Prepričanje je misel, ki jo kar naprej mislimo, torej misel, ki jo dolgo časa ponavljamo, da jo ponotranjimo in jo začnemo verjeti. Če si ti celo življenje govoriš, da si neumen, oziroma da ne znaš kuhati, ja, okej, ne boš znal kuhati, ker je to tvoje prepričanje. Če si boš pa enkrat začel govoriti, jaz sem pa odličen kuhar, obvladam kuhanje, se bo to kar hitro spremenilo in boš dejansko začel kuhati. Dajem banalne primere, zato da se bo čim bolj dalo razumeti. Pa tudi zato, ker je ura polnoč in ja, okej, skratka, kaj sem hotela reči? Ja, torej, omejujoča prepričanja se najlažje lotiti z novimi prepričanji, torej mislimi, ki si jih kar naprej ponavljaš,
ne vem, si izbereš neko novo misel in jo pač začneš ponavljati, neko, ki ti dejansko bo služila, ki si jo želiš, da pač rata resnična. Tako da misli, fokus in pa prepričanja, pač s tem lahko rešiš marsikaj. Misli so pač trenutna rešitev, ali da se lahko v bistvu s pozitivnimi mislimi zavreš negativne misli. Ko jih dosti dolgo časa misliš, se spremenijo prepričanja, s tem pač rešiš temeljni problem. Ampak je pa fajn, da se najprej pač zaveš negativne stvari, ker pač, ja, ko zavestiš, če pač ne ozavestiš neke stvari, ki jo imaš, jo ne boš mogel rešiti. Do takrat jo pač ne boš mogel rešiti. Fokus, ko sem rekla, je pa v bistvu, da se tudi pač fokusiraš na stvari, ki ti služijo. Sem tudi že v prejšnjih videih govorila, pač vedno se lahko odločiš za pogled na različne stvari in pa da se boš fokusiral na različne stvari. Lahko se fokusiraš na vse negativno, s tem, ne vem, mislim, da si prižgeš ob 7 novice na televiziji in pač poslušaš 1 uro negativnih stvari. To je fokus na negativno več. Sorry, moje mnenje je, da ti to nič ne koristi. Oziroma, glih kontra, pač res ti naredi škodo. Ker pol ure oziroma 1 uro ti nekdo na polno nabija samo negativo in to pač res negativno vpliva na tvoje misli, na tvoj fokus. Tvoj fokus je samo na slabem, pač kam je šel svet, vse je šlo v propad. In na primer to je res slabo usmerjen fokus. Če se pa odločiš, da greš, ne vem, v naravo, pa začneš opazovati gozd, ptice poslušati, ali pa ne vem, greš med ljudi, pa začneš, pa se odločiš zavestno, da boš imel fokus na pozitivnih ljudeh, boš pa videl milijon stvari, ne vem, ko bo nekdo nekomu pomagal, ko bo nekdo se lepo ti nasmehnil, ko bo, ne vem, nekdo dal nekomu denar za to, da pač si gre lahko po hrano. Pač svet je poln lepih stvari, če se odločimo, da bomo dali fokus na to in jih pač iščemo in jih zavestno opazimo. In kontra velja pač, če se odločiš, da boš verjel, da je svet slab in boš iskal same slabe stvari. Tako da, okej, malo sem zašla. Dajmo začeti normalizirati to, da se pogovarjamo o problemih oziroma o izzivih psiholoških, ker je tega vedno več med mladimi, med starimi. In pač ja, v Sloveniji je nekako to taka stigma, noben noče o tem govoriti, tabu tema. Misliš, da je kaj narobe s tabo, če pač boš nekomu to šel govoriti. Ne, pač to je normalno. Živimo v takem svetu, da pač rabimo delati na sebi, rabimo mentalno podporo, rabimo se pogovarjati o teh stvareh. In na primer pač ja, sploh pri moških se mi zdi pač v Sloveniji, ne vem, greš enega spit, pa misliš, da bo v redu, pač ne, potenciralo se ti bo, nalagalo se ti bo in ti bo pač udarilo ven in zaradi tega se rušijo zveze, se uničujejo razmerja, se pač res gre veliko stvari narobe. In moj namen je, da začnem to malo ozaveščati pri ljudeh in da pač ponudim svoje znanje, da ponudim pomoč v obliki videov, da pač niste sami, no. Zato ker I've been there, I've done that, sem šla čez to, sem bila v taki situaciji, sem prišla čez njo, marsikakšen nasvet znam dati, marsikje znam pomagati. In zakaj ne bi si pač pomagala en drugemu, če pa lahko, pač zakaj bi se sam matral, zakaj bi mislil, da je nekaj narobe s tabo, zakaj bi živel v taki situaciji, če pač obstaja nekdo, ki ti lahko pomaga. Tako da to, ne vem, ja, izgorelost, na primer, depresija, izgorelost, vedno več je izgorelosti. Pač to je vse potlačena čustva, pač preobremenjenost, programi, da mora biti vse perfektno, če ne, ni dosti dobro, da mi nismo dosti dobri. To gre vse z roko v roki. Tako da, dajmo začeti govoriti o tem, dajmo si pomagati. Jaz sem tukaj za vas, dajte me kaj vprašati, za kakršenkoli nasvet.
lahko tudi vprašate za kakšno stvar, pa bom pač predelala to v videu. Tako da, ja, dajmo to normalizirati, pogovore o tem. Tako da, se vidimo. Čau, čau.